Dame in gospodje, še enkrat več dobrodošli na Vranskem. Pred nami je začetek četrte tekme današnjega dne, kajti smo priča prvemu kvalifikacijskemu turnirju Basket for Kids projekta, ki se danes odvija na Vranskem, v katerem sodelujejo 4 ekipe. No, v četrti tekmi pa se bosta pomerili ekipi Črnomlja in Grosuplja. Črnomaljci v belih majicah in rdečih hlačkah, Grosupeljčani na drugi strani v popolnoma rdeči športni opravi. Grosuplje zdaj že v prvem napadu, v prodoru in žoga bo še naprej. Oziroma Kolpa je bila seveda zdaj v prvem napadu, v belih dresih. Poskus meta za 3 točke, neuspešno, dober skok v napadu. Nevaren padec, napad je potekal, torej žoga bo pripadla Grosuplju, upamo pa da je tam številko 14 pri Grosuplju, Lovrom Strnadom, vse v redu. Nevaren padec pod košem, kot kaže bo Lovro lahko nadaljeval. In tukaj je prvi napad na tekmi Grosuplja. Grosuplje je doslej odigralo 2 tekmi danes, torej to je njihova zadnja preizkušnja. Doslej so doživeli 2 poraza, brez zmage, pa tudi Kolpa je na drugi strani v uvodni tekmi današnjega dne izgubila proti ekipi Vrani Vransko. Torej obe ekipi še brez zmage, ena si jo bo prislužila po koncu te tekme. Kot smo zdaj že vajeni, 4x8 minut brez ustavljanja ure z izjemo zadnjih 2 minut v vsaki četrtini. Grosupeljčani dobro do skoka v napadu. Še vedno brez koša. Še sekunda na končanje napada, prekratek met in tu je priložnost za Črnomaljce, da se znova pridajo prvič danes v vodstvo. Številko 7 zdaj znova pri žogi Maj Adlešič, pa 13 Patrik Šuštarič, ki gre v prodor, poskuša proti košu. Patrik Šuštarič odkaže, pa je bila to osebna napaka v napadu. Športen pozdrav seveda obeh košarkarjev brez zlih namenov na igrišču danes. Projekt Basket for Kids vedno v duhu fair playa in vzgoje mladih ljudi, mladih košarkarjev. In ne nazadnje, naš cilj je, da se seveda razširi košarka. Napad bo pripadal Kolpi po zadnji izgubljeni žogi Grosuplja. Organizator igre pri Kolpi pa Luka Adlešič, številko 6. Maja Adlešič pri žogi, Luka je bil znova v akciji, neuspešno. Grosuplje gre v proti napad, številko 14 je hitro krenil Lovro Strnad, pa potem izgubljena žoga in znova gre v napad Maja Adlešič za Kolpo. Odprl se mu je prostor po levi strani, dobra podaja in prvi koš na tekmi. Matej Plut je zadev številko 8, 2-0 vodi Kolpa proti Grosuplju, 5 minut do konca prve četrtine. Žan Tomšič Tekavčič je poizkušal, neuspešno, potem pa osebna napaka Luke Adlešiča. Številko 8 Sven Pavlović je bil v akciji za Grosuplje in bo zdaj imel priložnost za 2 prostima metoma izenači izid na 2-2. Sicer turniri Basket for Kids organizirani v 6 državah, kjer se predvajajo programi Sport kluba Srbija, Hrvaška, seveda Slovenija, Črna Gora, Makedonija in pa Bosna in Hercegovina. V Bosni sta bila tako odigrana 2 turnirja v Mostarju in Sarajevu, na Hrvaškem v 4 krajih Zagreb, Split, Pazin in pa Osijek. V Srbiji ravno tako v 4 krajih Niš, Čačak, Nova Varoša in pa Bečej. 2-1. Rezultat brez izenačanja, torej preživeli so Črnomaljci zadnji napad Grosuplja, zdaj izgubili žogo in se že hitro vračajo v obrambo. Čigava bo žoga, odlična reakcija tam številka 7 Maja Adlešiča pri Kolpi, ki je obranil napad in zdaj že hitro proti napad. Plut znova proti košu iz podobnega položaja je danes že zadev na tej tekmi, tokrat je bil nekoliko manj natančen in zdaj v novi priložnosti Grosuplje, ki lahko v primeru koša povede, prvič na tekmi seveda. Pavlović
Zgrešena trojka, Lovro Sternat je poizkusil, pa zdaj priložnost za protinapad. Šuštarič ima priložnost, močan je Šuštarič, šel je na koš, izboril 2 prosta meta, kajti nad njim je bila storjena osebna napaka. Nekoliko se je zavlekel čas, ki so ga na igrišču preživeli košarkarji A peterk obeh ekip brez prekinitve, zatorej menjava obeh peterk zdaj na 3 minutah in 3 sekundah do konca prve četrtine. Patrik Šuštarič pa ima na voljo še en prosti met. V prvo je bil natančen, poglejmo kako bo v drugo. V drugo nekoliko manj, dobro v skoku Grosuplje. In menjava, Patrik Šuštarič mora zdaj zapustiti parket, seveda zaradi pravil turnirjev Basket for Kids, namesto njega pa pri Kolpi Bine Plut. Ob njem zdaj še tudi Vid Kremesec, Žan Muc, Aljaž Mauser in pa številko 4 Jan Nemanič na igrišču za Kolpo. Vid Kočevar v prodoru, dobra podaja proti Žanu Mucu, Muc za 3, neuspešno, dobro v skoku Kolpa. Je bil povsem sam pod košem, a za 2 točki z velike razdalje, tokrat zadeva Vid Kočevar. 5-1, zdaj prednost Kolpe, 2 minuti in 10 sekund do konca prve četrtine. Do konca je šel košarkar številko 13 pri Grosuplju, to je bil Jakob Korinšek Udovič, bil pri zaključku nekoliko premalo natančen, zdaj pa ima Kolpa priložnost za povišanje svoje prednosti za 3. So poizkusili črnomaljci, bili pri tem neuspešni, potem pa napaka korakov pod košem strani Žana Muca in v napad za Grosuplje. 2 ekipi, ki tradicionalno dobro igrata v mlajših kategorijah, skrbita za svoje mlade košarkarje in temu primerno tudi danes udeleženca Kolpa in pa Grosuplje na turnirju na Vranskem. Time out. Nadaljevanje srečanja, minuto in 45 sekund do konca prve četrtine. Kolpa vodi s 5-1, Grosuplje pa je v napadu. Grosuplje torej v rdeči športni opravi, Kolpa v belih majicah in rdečih hlačkah. Dobro, tamle v obrambi za Kolpo Bine Plut. Ukradejo nekaj časa košarkarjem Grosuplja. Ura za napad se je resetirala, kajti Plut je že imel posez žoge, zdaj menjava pri Kolpi, številko 11 vstopa Žan Simonič namesto Žana Muca. Napad pa še naprej za Grosuplje. Minuta in 10 sekund do konca prve četrtine. Številko 5, odličen prodor, tokrat Bora Ravnika. Ni uspel dobro zaključiti, stopili smo v zadnjo minuto prve četrtine. Črnomaljci pa v novem napadu. Vid Kočevar, pa Kremesec. Kremesec po desni strani, znova žoga do Kočevarja, ki meče za 2 točki in še enkrat več je zadev. Vid Kočevar z podobnega položaja že drugič v tej prvi četrtini in zdaj je pri 4 točkah, Kolpa skupno pri 7. Grosuplje ostaja pri 1 in še pol minute nas loči od konca četrtine. Poskus za 3 točke, neuspešno, pa skok v napadu košarkarjev Grosuplja. David Šturem je pod košem, skušal je podajo nazaj proti trojki, a tam je bil na pravem mestu Vid Kremesec, izbil žogo v out, še 3 sekunde ostaja za napad Grosuplja. Menjava, številko 12 prihaja na parket Maj Mehle, iz igre pa Jakob Korinšek Udovič. 3 sekunde, poglejmo, kaj lahko storijo Grosupeljčani, ni jim uspelo zadeti, kdo v skoku. Igra se nadaljuje, žoga se je dotaknila obroča, še 3 sekunde do konca četrtine. Žoga je zdaj ušla za las Janu Nemaniču in s tem se je zaključila prva četrtina tekme med Kolpo in Grosupljem. Rezultat pa 7-1 v korist Belokranjcev. Smo pred začetkom druge četrtine, znova sta na parketu A peterki, Kolpe in pa Grosuplja in se bosta zdaj pomerili
v začetku druge četrtine. Rezultat 7-1 za Kolpo. Do koša pa za Grosuplje v odlični individualni akciji. Košarkar številko 5, Bor Ravnik je bil to. Dosegel je koš, nad njim pa je bila storjena še osebna napaka in Bor bo imel na voljo še dodatni prosti met. Ravnik z lepim lokom, z lepim prostim metom do svoje 3. točke, skupno 4. za Grosuplje in zdaj znižan zaostanek Grosupeljčanov za zgolj na 3 točke. Kot kaže pa poškodba enega izmed košarkarjev Grosuplja. Kot kaže, je nerodno stopil ob vračanju v obrambo. Številko 8 je to Sven Pavlović. Sven Pavlović zdaj ob aplauzu odhaja z parketa, tudi v pomoči svojega trenerja. Namesto njega prihaja v igro, kot kaže, številko 12, Maj Mehle. Tako je, Maj Mehle vstopa v igro. Za Kolpo trenutno na parketu Adlešič Luka, Adlešič Maj, Matej Plut, Patrik Šuštarič in pa Aljaž Mauser. Zdaj v napadu, neuspešen zaključek, škoda za tole akcijo Patrika Šuštariča. V proti napadu pa odlično Lovro Strnad, ki gre do konca in znova koš ob osebni napaki. Grosuplje ima priložnost, da izid izenači na 7-7, 6 minut in 40 sekund do konca druge četrtine. Odličen začetek drugih 8 minut za košarkarje z Grosuplja. Lovro Strnad zadeva za izenačenje na 7, Strnad 3 točke in pa tudi Bor Ravnik 3 točke v tej drugi četrtini. Pa Adlešič ima nekaj prostora za met, zato se ni odločil, pa Matej Plut neuspešno, Adlešič do dobrega skoka, podaja proti Plutu, Plut z roba rakete zadeva. Zdaj sta se razigrali obe ekipi v začetku te druge četrtine. Izid 6-2 za Grosuplje v dosedanjih 2 minutah. Skupno seveda 9-7 vodstvo Kolpe, ki krade žogo Grosupeljčanom. Šuštarič je lepo ukradel, ali bo šel do konca, ni mu uspelo izvesti preigravanja. Šuštarič zdaj vendarle proti košu, neuspešno zaključuje v skoku dobro Grosuplje, ki ima zdaj nov napad, s katerim lahko izenači izid na 9. S trojko bi Grosupeljčani tudi povedli. Osebna napaka. Jakob Toplišek je bil v akciji, dobro se je znašel med dvema obrambnima košarkarjema. Toplišek ima zdaj na voljo 2 prosta meta. Tam vidimo Mežan, trener Kolpe, v pogovoru s svojim košarkarjem Patrikom Šuštaričem. Šuštarič je zapravil zadnji napad, potem ko je dobro krenil proti napad, na koncu pa je nekako zmanjkalo idej za sam zaključek. 4 minute in 50 sekund do konca druge četrtine. Kot kaže, se nam obeta zelo zanimivo srečanje vse tja do konca. Še en dober skok v napadu. Lovro Strnad, tisti, ki je skočil. A zdaj številko 10, prodor Grosupeljčanov. Žak Tomšič Tekavčič je poizkušal, bil neuspešen in Kolpa ima priložnost za dosego novih točk. Za 3 točke poizkušajo zdaj. Bili so neuspešni v skoku Grosuplje. Zdaj zelo hitra igra, razgibani napadi, tako na eni kot na drugi strani. Patrik Šuštarič pa je prekinil proti napad Grosuplja z malo osebno napako in žoga za Grosuplje strani, 21 sekund do konca napada. Zdaj menjavi na obeh straneh, B peterki prihajajo na igrišče. Za Kolpo na parketu zdaj v B peterki 4 Nemanič, 5 Kočevar, 9 Plut,
Bine, 10 Kremesec in pa 15 Muc, medtem pa koš znova za Grosupeljčane, 9-9 je rezultat, 3 minute in 45 sekund do konca druge četrtine. Muc ima priložnost za zaključek, ni se odločil za met za 3 točke. Mnogo so zaustavili svoj napad košarkarji Kolpe in ga organizirajo znova. Še 5 sekund za ta napad v prodoru, številka 4 in odličen zaključek Jana Nemaniča za novo vodstvo Kolpe. Medtem za Grosuplje na parketu številko 6 Kovšca, številko 11 Majn Brandšteter, pa potem tudi številko 9 Mark Prevodnik in pa številka 15 David Šturm. Kot kaže pa je na sporedu na Vranskem na tekmi med Kolpo in Grosupljem, minuta odmora. Nadaljevanje tekme, 2 prosta meta, ima številko 6 pri Grosuplju na voljo Valter Kovšca, v prvo natančen, 11-10. Priložnost za izenačenje na 11, dajo kolikor bo Kovšca natančen, prekratek met, odlično, pa v skoku Vid Kremesec, ki zdaj vleče že v proti napad Kolpe, zaustavijo vse skupaj, prostega ima soigralca na trojki, zdaj tudi Kočevar, prost na trojki, še naprej prenos na levo stran igrišča in na koncu dober prodor Bineta Pluta, nad katerim je bila storjena osebna napaka za 2 prosta meta. Bine Plut v prvo nenatančen, ostaja pri minimalni prednosti Kolpe, 11-10. 2 minuti in 15 je še do konca druge četrtine tekme, v kateri smo videli skoraj da popoln preobrat. Kolpa je vodila že 6 točkami razlike, zdaj pa zgolj točka prednosti še za Belokranjce proti Grosuplju. Tokrat so Belokranjci dobro skočili v napadu, Žan Muc pa ima tam težave in izgubljena žoga. Grosuplje gre v napad za vodstvo. Minuta 48 do konca druge četrtine. Časa je še zelo veliko, verjamem, da bomo na tej tekmi spremljali napeto končnico. Kovšca zdaj v teh minutah glavni organizator igre pri Grosuplju. Mark Prevodnik je tam, dobro se ga je oviral Jan Nemanič. Pa met za 2 točki s pol razdalje, Brandšteter je poizkusil, bil pri tem neuspešen. In Kolpa drvi v nov napad. Zdaj sta se ekipi nekoliko umirili v samem doseganju košev, zelo eksplozivno in učinkovito sta današnja tekmeca začela to drugo četrtino. Predvsem strani Grosuplja smo videli zelo učinkovito igro in veliko doseženih točk v prvih 3 minutah četrtine, potem pa so se Grosupeljčani vendarle nekoliko umirili. Basket for Kids, projekt, ki združuje seveda mlade košarkarje iz zdravih klubskih sredin, iz klubov, ki veliko poudarjajo delo z mladimi košarkarji, vzgajajo bodoče slovenske košarkarske upe. In zato smo veseli, da danes prvi turnir gostimo na Vranskem pri klubu, ki ne nazadnje letos praznuje svojo 10. obletnico. Ko smo ravno pri obletnicah, Kolpa iz Črnomlja je danes med vsemi 4 udeleženci tega turnirja, torej Vransko, Krško, Grosuplje in pa Kolpa, najstarejši klub z največ zgodovine, ustanovljen leta 1972. Ostali so nekoliko mlajši, a kljub temu že takoj odlično delo z mladimi košarkarji pri vseh ekipah, glede na to, da ekipe tekmujejo v vseh kategorijah mlajših selekcij v slovenski košarki, to veliko poveže samo zase. Met v zadnji sekundi, kakšna trojka! Izjemen met Vida Kočevarja, ki je zadev z velike razdalje, trojko za 15-10 v korist Kolpe, 20 sekund do konca, na drugi strani pa s košem ob osebni napaki vrača
gostujoči oziroma grosupeljski organizator igre Valter Kovšca. Še en prosti met bo imel se voljo Kovšča na voljo. Hitro lahko vrne s 3 točkami, potem ko je Kočevar zadev trojko za Kolpo. Izvrsten met smo videli, že kar nekaj takšnih potez na današnjem turnirju strani vseh ekip, bi lahko rekli. Zgrešil je sicer Kovšca, pa potem iznajdljivo prišel do skoka v napadu, poskuša še enkrat Brandstetter, neuspešno, in zadnji napad v drugi četrtini bo, kot kaže, pripadal Kolpi. Brandstetter je zdaj hitro prekinil ta protinapad, pametna osebna napaka. Ti Grosupeljčani se niso vrnili, morali so prekiniti napad. Priložnost, dobro izbita žoga, Kovšca tokrat v obrambni akciji. Bine Plut bo izvajal, Brandstetter je bil nekoliko preveč agresiven tam ob robu igrišča. Podaja proti Nemaniču, Nemanič lahko zaključi prvi polčas. Kaj se je zgodilo? Osebna napaka nad Janom Nemaničem. Ali bo imel Nemanič na voljo 2 prosta meta? Tako je, sodnik kaže 2 prosta meta zaradi nepravilnega zaustavljanja Jana Nemaniča. Na reakcijo na igrišču je osebno napako dobil Valter Kovšca. Jan Nemanič pa na črti prostih metov. Prvo nenatančen, nekoliko premočno. Kolpa vodi 15-12, še 60, ko ostaja do konca prvega polčasa. Bržkone je to zadnje dejanje v tej drugi četrtini, ki ga bomo videli. Poglejmo, ali lahko zadane. Tako je. Jan Nemanič je postavil končni izid prvega polčasa, sicer poizkus cele razdalje igrišča neuspešen. Kolpa 16, Grosuplje 12, izid prvega polčasa. Začetek tretje četrtine na tekmi med Kolpo in Grosupljem, 4. tekma kvalifikacijskega turnirja na Vranskem, Basket for Kids. Danes iščemo prvega potnika v finalni turnir, v katerem se bodo 4 ekipe, ki se bodo na finalni turnir kvalificirale preko regijskih turnirjev, pomerile za odhod v Beograd, kjer se bodo pomerile z ostalimi vrstniki iz jugovzhodne Evrope in hkrati 4 ekipami, ki se bodo uvrstile na Final Four Eurolige. Grosuplje v povsem rdečih dresih, Kolpa v belo-rdeči kombinaciji. Prvi koš v tretji četrtini pa bomo pripisali košarkarju številko 5 pri Grosuplju. To je Bor Ravnik, njegova 4. točka na tekmi. Adlešič do Luke Adlešiča. Luka in Maj. Luka številko 6, Maj številko 7. Pa Šuštarič. Je poizkusil Luka Adlešič, neuspešno. Napad je potekal že pred metom. Adlešič je moral zaključiti, bil je pod pritiskom, kajti preganjale so ga sekunde na semaforju in ostaja pri izidu 16-13. Toplišek zdaj v prodoru za Grosuplje, zaključuje Toplišek in ni mu uspelo zaključiti s košem. Patrik Šuštarič je pobral žogo in zdaj že drvi v proti napad. 3 točke prednosti, Šuštarič zaključuje, prekratek met in odlično v skoku Ravnik za Grosuplje. Lovro Strnat podaja proti številki 9 za Grosuplje in žoga se je zagozdila tamle med tablo in obročem. Mark Prevodnik je bil v akciji. Žogo je potrebno seveda zdaj spraviti dol iz obroča. In našli smo junaka, ki je to storil. Bučen aplavz tudi strani tribun na Vranskem. In napad za Kolpo. 16-13, 5 minut in 40 sekund do konca tretje četrtine. Luka Adlešič proti Strnadu zdaj. Adlešič se je zapodil v levo,
Pa zdaj Šuštarič ima priložnost za met za 3 točke in zadeva. Patrik Šuštarič za 3 točke pelje Kolpo v vodstvo 6 točkami razlike, 19-13 je. 5 minut in 20 sekund do konca tretje četrtine. Toplišek je na drugi strani storil korake. Priložnost za Kolpo, da svojo prednost še nekoliko poviša. Zdaj na branilskih položajih zdaj skupaj oba Adlešiča, tako Maj kot Luka. Luka gre v prodor, lepo se je znašel med dvema košarkarjema. Na koncu sicer ni zadev, a nad njim osebna napaka in 2 prosta meta. Luka Adlešič, eden izmed najboljših košarkarjev v selekciji U13 črnomaljskega kluba. V prvo nenatančen pri izvajanju prostih metov. Z nekaj več napotki strani trenerja Mežana se na parket vrača Matej Plut. Številko 8, igra se bo kmalu nadaljevala. Luka Adlešič pa ni uspel zadeti. Šuštarič pa zato v skoku napadu, koš in osebna napaka. Še enkrat več Patrik Šuštarič odlično izkorišča svojo višino pod košem. Tokrat je ujel odbito žogo po zgrešenem prostem metu Adlešiča in zaključil za 2 točki, pred svojim prostim metom pa še timeout. Patrik Šuštarič s svojim dodatnim prostim metom, ki ga je izkoristil in s tem postavil izid 22-13, zdaj že 9 točk prednosti za Kolpo. To je glede na potek današnjega srečanja visoka razlika. Kolpa je sicer v prvi četrtini vodila 6 točkami razlike, a potem so se Grosupeljčani uspeli hitro približati v začetku druge četrtine. Zdaj nova napaka Grosuplja, koraka je storil Toplišek in Kolpa ima priložnost, da prvič danes povede z več kot 10 točkami razlike. Luka Adlešič dobro vodi svojo ekipo v tej četrtini. Še Maj Adlešič do koša neuspešno zaključuje. Pa Šuštarič enkrat več poizkuša, neuspešno tudi on, iznajdljivo zdaj črnomaljci pod košem, vendarle so prišli do žoge. Številko 14 je dobro skočil Aljaž Mauser, nato pa je napad potekel, izgubljena žoga. In 3 minute in 10 sekund do konca tretje četrtine v napadu znova Grosuplje. Nič še ni izgubljenega za Grosuplje, absolutno ne. Ne smejo se fantje predati, morajo igrati močno vse tja do zadnje sekunde, ne na zadnje gre za njihovo prihodnost, za njihov razvoj. In prav je, da tudi trener in vsi ostali spodbujamo igro vse tja do konca, ne glede na rezultat. Ima Toplišek na voljo 2 prosta meta. V prvo nekoliko prekratek. V drugo natančen Toplišek, 22-15. Oziroma 22-14 rezultat. Šuštarič tokrat ni šel do konca, podaja proti Maju Adlešiču, ta je zgrešil odlično pa v skoku za Grosuplje. Mark Prevodnik, ki zdaj drvi v proti napad, dobro preigravanje, do konca gre Prevodnik in zadeva za nove 2 točki Grosuplja. Nikakor se ne smejo črnomaljci prevzeti občutka, da so tekmo že dobili, kljub temu, da so vodili z 9 točkami razlike. Grosuplje je že dokazalo danes, da se lahko zelo hitro vrne. No, zdaj bomo sicer videli 2 prosta meta za Luko Adlešiča. Danes je enkrat 2 prosta meta že zgrešil. Upamo pa seveda, da bo zdaj nekoliko boljše. Še minuta in pol do konca tretje četrtine. Adlešič, kako bo v drugo. Tokrat nekoliko predolg met, pa še enkrat več skokov v napadu črnomaljcev. Patrik Šuštarič se je znova dobro znašel, na koncu pa vendarle mrtva žoga, kot radi rečemo, in napad za Grosuplje. Lovro Strnad.
Gre do konca, odličen prodor, na koncu je nekaj zmanjkalo za zaključek. To je bilo zelo obetavno strani Grosupeljčanov, potem pa osebna napaka Strnada nad Adlešičem in žoga bo strani za ekipo iz Črnomlja. Menjava pri Kolpi, iz igre številko 11 Žan Simonič, namesto njega pa nazaj na parketu košarkar številko 8 Matej Plut. Stopili smo v zadnjo minuto tretje četrtine, med tem četrtino, ki si bo v lepšem spominu ostala Črnomaljcem, medtem ko je druga absolutno pripadla Grosupeljčanom. Razlika trenutno 6 točk, nizek rezultat 22-16. Obe ekipi se v tej tekmi borita za prvo zmago na današnjem kvalifikacijskem turnirju. Poglejmo, kako se bo končal ta napad. Toplišek poizkuša, dober met je bil to, na koncu nekoliko prekratek, potem pa osebna napaka Topliška nad Matejem Plutom. Še 23 sekund, celotno uro lahko zdaj porabijo Črnomaljci. Šuštarič pa hitro za 3 točke, zgrešil je Šuštarič. Ali bo še nekaj sekund ostalo Grosupeljčanom, kot kaže, ja, pa potem napaka. Podaja pod koš, vendar niso uspeli košarkarji Kolpe vse skupaj izkoristiti. Še 4 sekunde, Luka Adlešič z metom. Zadev je Luka Adlešič zdaj, a žoga se je odbila žal od vrha table in koš zato ne bo veljal. Po 3 četrtinah, torej 22 Kolpa, 16 Grosuplje. Zmagovalca srečanja med Kolpo in Grosupljem v kvalifikacijskem turnirju na Vranskem Basket for Kids bomo iskali v zadnji četrtini pred zadnjimi 10 minutami, 22-16, zdaj pa že v prvem napadu trojka za Kolpo v režiji številke 10. Vid Kremesec je bil tisti, ki se je izkazal zadnjim metom iza črte 6-75. Naj pa še priložnost za proti napad za Kolpo, odlično je krenil tamle številko 5 Vid Kočevar, na koncu pa popravlja še enkrat več Vid Kremesec, ki je zadnjo četrtino odprl s 5 zaporednimi točkami in popeljal Kolpo prvič danes v prednost z več kot 10 točkami, torej zdaj 27-16, 11 točk prednosti tudi po zadnjem napadu Grosupeljčanov, ki so zapravili lepo priložnost za dosego novih 2 točk. Bine Plut vodi nov napad Črnomaljcev, je predal žogo organizatorju igre Kočevarju. Kočevar gre v prodor, pa Plut ni našel prostora za met. Kočevar je danes v prvem polčasu že zadev noro trojko. Zdaj so poizkusili za 3 točke, Črnomaljci bili pri tem neuspešni. Sicer pa je tudi potekel napad, moral je Kremesec metati. Tu je nov napad za Grosuplje, Kovšca, novi organizator igre pri Grosupeljčanih. Priložnost za met za 3 točke, pozabili so zdaj Črnomaljci obraniti tam košarkarja številko 11, Brandstetter, potem pa so vendarle Grosupeljčani dosegli 2 točki po odličnem napadalnem skoku in pa kasneje osebna napaka Maja Brandštetterja. Hitro podajo proti napad, Kremesec gre do konca, osebna napaka nad njim, čvrsta osebna napaka, zdaj številke 12, Maj Mehle je preprečil Kremesu, da bi dosegel 2 točki, hkrati ob osebni napaki, torej 2 prosta meta za Vida Kremesca. Vid Kremesec, gotovo prvo ime zadnje četrtine, vsaj doslej, dosegel je že 5 točk. Kremesec pa s črte prostih metov nenatančen, vsaj v prvo. In v drugo natančen, Vid Kremesec, 28. točka Kolpe. Prednost 10, 5 minut in 10 sekund do konca tekme. Vprašanje je, ali bo to zadostovalo za končno zmago. Ukradel je žogo Vid Kočevar, nov proti napadu pa se ni šlo, oviro ga je dobro tam
Valter Kovšca in vse skupaj se je končalo zgolj z avtom za Kolpo. Menjava pri Grosuplju, številko 8, stopa Sven Pavlović, iz igre pa, kot kaže, številko 15, David Šturm. Zdaj manjši nesporazum pri izvedbi avta, pri Kolpi. Nemanič pri žogi, Nemanič gre v prodor, težak položaj za zaključek Nemaniča, ni še išlo na koncu, Žan Muc pa dobro do skoka, pa potem hiter met proti košu, tudi on ni uspel zadeti, Kovšca dobro do skoka in nad njim hitra osebna napaka. Športno se so tam košarkar Kolpe se je tam športno upravičil, seveda brez namere pri tem padcu, bolj ali manj nesrečna situacija, a Kovšca lahko nadaljuje, kot lahko vidimo, ga poškodba gležnja ne ovira preveč in bo lahko brez težav nadaljeval. Kovšca v organizaciji, zdaj Brandstetter. Korinšek Udovič je bil v prodoru in lepo zadev za Kolpo, 20. točka, 28 proti 20, torej še 8 točk prednosti za Kolpo. Nemanič gre v prodor, na koncu žoga še naprej za Kolpo, brez osebne napake nad Janom Nemaničem, oziroma Vidom Kočevarjem, ki je bil v prodoru. No, pred zaključkom tega srečanja pa bomo videli še 1 minuto odmora. Kolpa Črnomelj in pa Grosuplje. Obe ekipi iščeta prvo zmago na današnjem turnirju na Vranskem. Kolpi za zdaj kaže bolje, 28 proti 20, prednost 3 minute in 9 sekund do konca tekme. Vid Kremesec poizkuša z metom, ni mu uspelo, žoga je plesala po obroču, a na koncu ni želela skozi mrežico. Še en poizkus Črnomalcev, tokrat je proti košu vrgel Kočevar, bil pri tem neuspešen, čigava bo osebna napaka, kot kaže na strani Grosuplja. Tako je, osebna napaka na strani Grosuplja, še naprej bo to napad za Kolpo, 14 sekund. Če smo čisto natančni, jim je ostalo za ta napad Žan Muc. Bine Plut je bil v prodoru, ni mu uspelo zaključiti. Valter Kovšca je za trenutek izgubil žogo, ostala bo v posesti Grosuplja, vse je bilo v redu, brez napake sredine, podaja pod koš, Brandstetter pa ni uspel zaključiti, škoda, škoda. Hitro bi lahko dobili še bolj zanimivo tekmo, kot jo že tako spremljamo. In pa prekršek dvojnega vodenja. Izgubljena žoga za Kolpo. Stopili smo v zadnji 2 minuti tekme. Zdaj trenerja seveda lahko sestavita poljubno peterko. Korinšek Udovič v glavni vlogi v tem napadu Grosuplja. Še vedno Korinšek Udovič podaja proti Kovšci. Še 10 sekund za napad Grosuplja. Brez uspeha, dober skok v napadu. Še imajo priložnost košarkarji Grosuplja, da dosežejo koš, kot kaže tam udarec pod košem, brez osebne napake. Zdaj sodnika prekinjata igro. Žoga bo pripadla Kolpi, kot kaže vse v redu, vsi košarkarji lahko nadaljujejo z igro, kar je seveda najpomembneje. Bližamo se torej koncu 4. tekme današnjega kvalifikacijskega turnirja. Zdaj izgubljena žoga Kolpe, priložnost za protinapad Grosuplja, a zapravili so ga. Brandstetter je slabo podal. Ulovil je žogo Jan Nemanič, priskrbel Kolpi nov napad in minuto ter 10 sekund do konca tekme. 8 točk prednosti za Črnomalce, pa nespametna podaja iz avta. Kovšca gre do konca, nad njim osebna napaka za 2 prosta meta.
Valter Kovšca ima na voljo 2 prosta meta, danes je bil eden bolj vidnih posameznikov v ekipi Grosuplja. Ali lahko zdaj zniža zaostanek svoje ekipe, v prvomu to ni uspelo, kot kaže, ima nekaj manjših težav z levim gležnjem. Ga takole razgibava na črti prostih metov, medtem ko čaka, da mu sodniki vročijo žogo. Valter Kovšca, vsaj na tej tekmi prvi organizator igre Grosuplja, je lahko zadev. Je torej zadev za drugi prosti met, za 21. točko svoje ekipe, medtem smo vstopili v zadnjo minuto tekme. Kolpa vodi za 7, zdaj bi s kakšnim košem že določili zmagovalca, v to sem prepričan. Vid Kremesec odlično je začel zadnjo četrtino, zdaj je zgrešil. Dobro pa v skoku Jan Nemanič. Pa žoga znova ni hotela skozi obroč, poizkusil je Bine Plut. Številko 15 drvi, na drugo stran David Šturm, ki je zaključil, vendarle ne skočem, Kremesec v visokem skoku, osebna napaka nad njim. In zdaj se vse bolj zdi, da bo prva zmaga šla na stran Kolpe. Grosupeljčani pa se bodo od tega kvalifikacijskega turnirja poslovili brez zmage, torej s 3 porazi. Kolpa pa ima, Kolpi je ostala še ena tekma, zdaj so dosegli svojo prvo zmago, Kremesec pa zadeva z težkega položaja za 2 točki. In brško ne postavlja tudi končni izid tekme, 30-28. Še en napad bo imela Kolpa do konca te tekme, 6 sekund ter 10. Ter 1/10 je ostala črnomaljcem za zaključek. Poglejmo, ali lahko uspešno zadanejo. Kremesec ima priložnost, Muc nekako ni pričakoval te žoge. Nemanič v zadnji sekundi zadevaja, Nemanič koš velja in končni rezultat 4. tekme tega kvalifikacijskega turnirja na Vranskem. Kolpa 32, Grosuplje 21.